Predsednik Erdogan znova protestira, saj pravi, da so izraelski napadi na Sirijo in Libanon dosegli točko, ko predstavljajo grožnjo Turčiji in celotnemu svetu. V nagovoru svojemu parlamentu je dejal, citiram, nihče se tam ne bi smel spuščati v pustolovščine in to je treba ustaviti. Tukaj je Erdogan v svojih lastnih besedah. Napadi Netanjahuja in njegovega morilskega omrežja na Sirijo in Libanon so dosegli točko, kjer ogrožajo Turčijo prav toliko kot ti dve bratski državi. Ne bomo si zatiskali oči pred nobenim napadom proti našim bratom. Zdaj ti ljudje in njihovi izvrševalci hodijo naokoli in izrekajo tako imenovane grožnje, ki so usmerjene proti Turčiji. Ni vam treba tega govoriti. Zelo dobro že poznamo vaš namen, vaš cilj in vašo tarčo. Zelo jasno vidimo, kaj zasledujete. Popolnoma se zavedamo, kaj je končni cilj blodnje o obljubljeni deželi. Če Bog da, Tega nikoli ne bomo dovolili. In spet smo tukaj s starejšim dopisnikom i24 News v angleščini, Owenom Alpermanom. Torej, ali misli resno? Vidite, da je zelo strasten. Je to resno? to je resen govor in pomemben govor, Emily. Poglej, pravkar smo slišali tisti del o obljubljeni deželi. In ja, tu in tam je prisotna religija, ampak večinoma, Emily, ne gre za religijo, gre za geopolitiko, ne gre za ideologijo, gre za moč. Kaj želi Erdogan povedati? V drugem delu govora pravi: Sirija in Libanon sta neodvisni državi, vendar imamo mi v Turčiji do teh dveh držav geografijo naklonjenosti. Emily, ne vem, če čutiš to ljubezen, ampak v Bejrutu in Damasku jo bodo kmalu občutili, ker jim Erdogan pošilja Valentinova sporočila, v bistvu pravi, in to je tudi naravnost povedal, da se turška varnost ne začne v Hataju, v Antakiji, starodavni Antiohiji na sredozemski obali. Začne se v Alepu in nadaljuje v Damasku ter se začne v Bejrutu. Kar pomeni, Ema, da imamo mi, Turčija, vplivno območje, ki ga razglašamo in sega do južnih meja Sirije in Libanona ter se razteza v Sredozemsko morje. Govori o tistih, ki delajo na plinovodih za dovajanje plina skozi Ciper in jim grozi rekoč, da kdorkoli škoduje pravicam Turčije, kot jih on opredeljuje seveda, ali turških Ciprčanov, kot jih on opredeljuje seveda. No, potem jim bo Turčija ostro odgovorila. In kaj bi to pomenilo? Mislim, ali imajo vojsko, ki bi to lahko storila? Je dovolj močna? Turčija ima drugo največjo vojsko v NATO. To je seveda zelo resna vojska, ki dobiva ameriško orožje. To je še ena zgodba, ki je bila v Združenih državah sporna. Ampak ja, Turčija je zelo resna vojaška sila. In ja, to je grožnja z vojaškim posegom. Mislim, da je to precej očitno vsem, ki poslušajo ta govor. In to je tisto, kar hoče Erdogan, da vzamemo iz tega govora. Ampak tu ne gre za vero, gre za moč. Gre za to, da Turčija sporoča, da smo mi tisti, ki imamo vplivno območje v Libanonu in Siriji. Emily, na veliko načinov je to usmerjeno prav toliko proti Iranu kot proti Izraelu. Kaj smo videli iz Irana v preteklem tednu? Iran pravi, pazite, Libanon je del našega vplivnega območja. In ko vi, Izrael, napadete Libanon, mi, Iran, to ponovno štejemo za kršitev vseh načel mednarodnega prava, vendar mi, Iran, to v določenem smislu štejemo za napad na nas in našo varnost. In zato menimo, da imamo pravico. Seveda je nimajo, ampak mi imamo pravico odgovoriti vam, Izrael, za to, kar počnete. Erdogan razglaša prav to isto pravico. Naša varnost se začne v Libanonu in Siriji. Ne začne se na naši lastni meji. Te države so del našega vplivnega območja. To nima nobene zveze z vero, nima nobene zveze z obljubljeno deželo, nima nobene zveze z islamom. To je gola moč, če hočete, če želite. To je nacionalizem. Če so v zadnjih letih obtoževali, da Erdogan želi ponovno ustvariti Osmansko cesarstvo, potem tukaj v bistvu pravi, da to želi deloma narediti. Mislim, da je razumno tako brati, poslušati in interpretirati govor, da sta Sirija in Libanon šibki državi in da potrebujeta svojega ljubimca v Turčiji, svojo geografijo naklonjenosti, da pride tja. Bodi moj, bodi tvoj. Kažeš srček. In to je tisto, kar želi, da ljudje počnejo v Libanonu. Oprosti. Kaj pa Izrael? Kako gre? No. Benjamin Netanjahu je podal izjavo, da je Erdogan zaradi vsega, kar počne, podpira Hamas, zapira svoje nasprotnike in tako naprej, zadnja oseba, ki bi smela dajati moralne izjave proti izraelski vojski. Na zaslonu imamo Netanjahujev tweet. Izrael bo še naprej odgovarjal na napade iranskih proksijev v Libanonu in pojasnjuje, zakaj meni, da mora napadati v Libanonu in Siriji. Treba je povedati, Ema, da Erdogana ne zagovarjam, daleč od tega. Vendar je prišlo do spremembe izraelske politike v Libanonu in Siriji, saj so po padcu Asadovega režima v Siriji vzpostavili izraelske varnostne cone.
Čeprav bi se o tem lahko potencialno pogajali z novo sirsko vlado in glede na to, kar se je zgodilo v Libanonu, glede na resnost napadov na izraelske severne skupnosti in glede na to, kar smo videli, da je Izrael storil v zadnjih mesecih, prišlo je do te spremembe v izraelski politiki. Ampak reči, da ti ukrepi škodujejo turški varnosti, škodujejo varnosti nekoga, ki tam sedi s svojo kavo ali čajem na isti klal v Istanbulu, kaj ne? Čaj je kar dober, bodimo iskreni, tudi turška kava, ampak da to škoduje njihovi varnosti. In zaradi tega, ko Izrael sprejme takšne ukrepe, je Turčija tista država, ki bo posredovala in meni, da mora odgovoriti. In pustimo ob strani, kako se odzovemo tukaj v Izraelu. Pomislite, kaj si mislijo v Bejrutu, ko slišijo ta govor. Kot da Joseph Allen nima že dovolj skrbi z Iranom, ki se vmešava v Libanon in tam gradi svoje posrednike. No, čez 5 let ga bo morda skrbelo zaradi tega človeka, zaradi Erdogana, ki vzpostavlja svoje zavezniške milice v Libanonu in se bori za nadzor nad državo. Če je bil Libanon vedno bojišče tujih sil, ki so vzpostavljale svoj vpliv, imamo zdaj še enega igralca, ki želi pošiljati svoje valentinčke, svojo geografijo naklonjenosti. Te fraze ne morem spraviti iz glave. Ja, Ker je cinizem preprosto tako močan. Ja. ampak mislim, da je glavna novica tukaj govor, ki je zelo, zelo pomemben tudi zunaj Izraela. In govor, ki ni o veri. Gre za surovo moč. In Erdogan si sname masko. Nič več ni preoblek.